Mi imamo mucki, dve mucki, tele dve, Jackie pa Lili. Potem imamo polže ahatnike, Ja. pa žalujoče gekone, grebenastega gekona, dve kužiki, Ajo pa Glorijo. Pa kačo, kraljevo pitonko. To je čist nestrupena kača, kraljevi piton je, ena najbolj mirnih kač. Pač kača mora imeti dosti velik terarij zase, da se lahko noter giblje. Mora imeti skrivališče, posodico z vodo, grelno lučko ali pa tudi grelno podlago je super zanjo. Hraniti jo je treba pač njeni starosti in velikosti primerno, na 14 dni oziroma na 3 tedne. Je pa kača sicer velika odgovornost, zaradi tega, ker je treba z njo pravilno rokovati, je treba paziti, da slučajno ne bi ugrizenla, ker misli, da pač je lahko roka plen. Moji gekoni izvirajo iz tropskih krajev, zato v bistvu imajo terarij opremljen predvsem z rastlinjem in pa palicami. So pa zelo družabni, zato jih imam več v terariju in zelo lepo mi je tudi opazovati, kako se oni razmnožujejo, ko izležejo jajčka in potem jih opazujem vse do tega, ko se izleže nov mladiček. Te polži se pa razmnožujejo tako, da odložijo jajčeca, ki jih dajo v zemljo in tako se potem iz njih izležejo mladički, ki so na začetku moškega spola, ampak se potem v bistvu le-ta spremeni, potem postane ženskega spola in tako ima v bistvu vsak polžek sam s sabo mladičke. Ja, v bistvu so se nam toliko razmnožili v terariju, da nisva hoteli, da bi se začeli že slabo počutiti, zaradi tega, ker bi jih bilo preveč. Tako sva v bistvu ustvarili neko trgovino pri Orleku. In zdaj pač prodajava te polžke vsem, ki si jih želijo imeti. Te polži, ko lezejo po koži, jejo odmrle celice in tako v bistvu pomagajo, da je koža bolj gladka. Ja, jaz bi rekla, da vsaka žival, ko jo imava z njo veliko veselja, ampak prinaša pa tudi svojo odgovornost. Si morava kdaj vzeti tudi čas, recimo, ko bi se drugače igrali, da poskrbiva za živalce, pa da se ima tudi živalce lepo pri nama. Ja, ampak definitivno nama vse poplačajo z ljubeznijo. Ja.